Dobar dan, želim vsem zbranim na današnji novinarski konferenciji po seji vlade, ki se je ravno kar končala, zato se vam opravičujem za par minut zamude. Udeležba bo kar pestra, predsednik vlade, minister za razvoj Mitja Gaspari, minister za finance Franci Križanič in minister za pravosodje Aleš Zalar, ki bodo spregovorili o 6 zakonih, ki jih je vlada na današnji seji sprejela, 2 nova zakona in 4 spremembe zakonov. Tako da prosim, če ste mi pridružili. Dobar dan, gospe in gospodje. V novoletni poslanici sem kot predsednik vlade nagovoril državljanke in državljane z svarilom, da se svet vrti, Slovenija pa stoji. Dodal sem, da je dobra okoliščina tega dejstva, da smo imeli vendarle predčasne volitve in da smemo upati na čim prejšnje oblikovanje vlade, ki bi prevzela odgovornost za vodenje države. Ker se to v prvem poskusu včeraj v državnem zboru ni posrečilo, vlada nima ne pristojnosti, ne pravice, da razsoja zakaj, mora pa v skladu s svojimi obveznosti, kljub temu, da upravlja zgolj tekoče posle, oceniti, katere ukrepe naj sprejema, da ne bodo ogroženi državni interesi v času, ko nove oblasti še nimamo konstituirane. 2 okoliščini sta neprijazni, dejstvo, da državna administracija preprosto, tako rekoč, stoji vse od konca septembra prejšnjega leta in da bomo kmalu lahko rekli, da Slovenija ne izvaja ukrepov, ki so zlasti potrebni za voljo zahtevnih mednarodnih, pa tudi domačih finančnih in gospodarskih razmer že pol leta. Medtem ko na vidiku ni neke prave rešitve, ki bi vse skupaj tolažila z upanjem, da bo nova vlada čim prej opravilno sposobna in takoj prevzela posle. V teh okoliščinah sem z ministricami in ministri danes na seji vlade sprejel odločitev, da državnemu zboru predlagamo paket zakonov, za katere menimo, da so nujni spričo razmer v slovenskih financah, gospodarstvu in socialnem okolju. Vse zakone predlagamo državnemu zboru v premislek, ker smo vlada, ki opravlja tekoče posle, lahko državni zbor v premisleku oceni, ali ima vlada prav, ko meni, da so ti zakoni potrebni za voljo interesov države, kljub temu, da nimamo nove vlade ali ne, lahko jih torej obravnava in sprejme, lahko pa s večino tudi odloči, da se o njih ne bo razpravljalo, dokler ni nove vlade. Prepričanje vlade, ki jo vodim in opravlja zgolj tekoče posle, je, da bi bilo za državne interese koristno, če bi se paket 6 zakonov sprejel. Gre za predlog zakona o razvojnem načrtovanju, za predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, za novelo zakona o javnih financah, za novelo energetskega zakona, novelo zakona o prevzemih in novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Kaj je, če smem zelo sumarno reči, preden dam besedo pristojnim kolegom, bistvo tega paketa, v 3 točkah bi dejal tako. Vzpostaviti bolj učinkovite mehanizme za obvladovanje javnih financ in zagotavljanje usmerjanja državnega oziroma proračunskega denarja v razvojne projekte. Drugič, izboljšanje gospodarskega okolja, ki bo pomagalo k boljšemu delovanju gospodarskih družb in k postopnemu oživljanju gospodarstva. In slednjič, uskladitev energetskega trga s pravili Evropske unije in zmanjševanje stroškov za plačevanje kazni zaradi neusklajenosti na način, ki bo za naše razmere optimalen. Preden bom prosil moje kolege za podrobnejše eksplikacije in potem za odgovore na vaša vprašanja,
Naj povem, da slovensko vlado skrbijo razmere v mednarodnem okolju, ker dodatno zaostrujejo razmere v domačem okolju. Napovedi za gospodarsko rast v evroobmočju in v Evropski uniji niso ugodne. Še lansko leto je Nemčija beležila 3% gospodarsko rast, Bundesbanka pa najavlja za letošnje leto 0,6% gospodarsko rast. Rad bi vam povedal, da je ob takem padcu ravni bruto domačega proizvoda v Nemčiji v letu 2009 Slovenija plačala z strmim padcem BDP-ja doma zelo hudo gospodarsko in socialno ceno. Tako hudo zaradi tega dejavnika, Nemčija namreč naš največji trg, od tam največji vzvod izvoznega povpraševanja, da ta seveda okoličen ne bo tako dramatična, kot je bila 2009, ampak ne bo pa spodbudna. Zato moramo torej sami storiti v tem času vse, kar je mogoče, da ne bi prišli v situacijo, ko bi bile razmere zaradi politične nestabilnosti doma še slabše, kot bi sicer bile brez te spremenljivke. In na koncu, kot sem dejal na seji vlade, jaz se bom o predlogu, da bi državni zbor kljub temu, da nima politične večine in manjšine, podobno kot je šlo za projekt interventnega zakona, o tem pogovarjal, razpravljal in sprejel te zakone, da bom o tem izmenjal stališča z predsedniki vseh parlamentarnih strank bilateralno in če bomo ocenili na teh bilateralnih sestankih v naslednjih dneh, da je koristno, da se dobimo na skupnem sestanku, da ocenimo, kako voditi državo v času do oblikovanja nove vlade, bi to ocenil kot zelo dobro odločitev, ker bi na njej opravili še eno zamudo, ki je nastala, se opravičujem, zaradi mojega zdravja v drugi polovici decembra, in to je en temeljit posvet o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji. Veste, da spričo včerajšnjega, včerajšnje odločitve državnega zbora, skoraj da zagotovo konec meseca znova potujem na Evropski vrh, in ker bodo na Evropskem vrhu pomembne teme, moj mandat kot predsednika vlade pa omejen, bi potreboval seveda po eni temeljiti diskusiji s predsedniki strank, morda vodji poslanskih skupin, nek zelo jasen razpon mojega manevra pri odločitvah, ki bodo padale ne samo na formalnem, ampak tudi na neformalnem delu voditeljev vlad in držav, kot je običajno iz enega večera v drugo jutro. Tako, tukaj bomo zdaj naredili, kar se mene tiče, pauzo in bomo zelo na hitro, tako rekoč, samo tako očrtno šli skozi zakone in začnimo z razvojnim načrtovanjem. Če lahko dodam še nekaj splošnega, predtem bi bilo dobro opozoriti, da se ukrepanje Evropske unije proti državam članicam začenja. Kolikor ste lahko opazili, so taki ukrepi bili izvedeni prejšnji vikend za belgijsko državo. Čez vikend je Evropska komisija zahtevala za 6 milijard zmanjšanja odhodkov v proračunu za 2012 belgijske države. To se pravi, v Sloveniji preostanejo po dosti neuspešnem zakonu, interventnem zakonu, ki je bolj, bi rekel, forma kot vsebina, kakršen je bil sprejet, seveda napor, da v najkrajšem možnem času izvede rebalans. Če tega rebalansa ne bo, bodo pozne spomladi začeli veljati ukrepi tudi za Republiko Slovenijo. To bomo tudi jutri socialnim partnerjem povedali v prezentaciji te finančne in fiskalne situacije. Ta ni tako dramatična, kot jo nekateri želijo prikazati, je pa dovolj resna, da si zasluži ukrepanje, ki bi bilo danes in ne čez nekaj mesecev. Kar se tiče zakonodaje, ki je danes pred vami, je pomemben zakon o razvojnem načrtovanju zaradi tega, ker uveljavlja zakonsko tudi programski proračun z načinom določanja razvojnih prioritet
dokumenti, ki jih morajo vsebovati in pa njihov medsebojni hierarhični red. Ta trenutek Slovenija ima približno 90 tako imenovanih strateških dokumentov, še 20 jih je v pripravi, kar je popolna zmeda na tem segmentu in to kaže, kako je zanemarjen segment razvojnega načrtovanja. Po tistem, ko smo imeli vse splošno planiranje v socializmu, smo izgubili kakršenkoli občutek za planiranje v tržnem gospodarstvu, čeprav ga to vse normalne in razvite države seveda negujejo in razvijajo. Zakon je kratek, pomembna je tudi uredba, ki je ob zakonu že pripravljena in ki v bistvu uveljavlja ta sistem priprave programskega proračuna, ki zahteva seveda ustrezno definicijo programov, ciljev, kriterijev, kazalnikov in seveda ocenevanje efektivnosti tistega, kar se kot proračunski denar porabi, kar do zdaj država ni imela prevelikih ambicij, da bi to ugotavljala, bilo je vedno bolj pomembno, koliko se bo denarja kam vložilo, ne pa kakšen bo izplen iz teh naložb. To je, kar se tiče zakona o razvojnem načrtovanju. Je v bistvu dvojček zakona o javnih financah, o katerem bo potem v nadaljevanju več besed. Eno brez drugega ne gre in seveda ustrezno javno finančno usklajevanje potreb za zmožnosti brez take programske zasnove proračuna se ne da več učinkovito izpeljati. Drugi zakon, ki je iz našega poslovnega segmenta pomemben, je zakon o prevzemih, ki skupaj tudi z zakonom o insolvenčnosti v bistvu rahlja tiste spolne dosedanje zakonodajne ureditve, ki so onemogočale normalno restrukturiranje podjetij, kadar so bile v to vključeni upniki ali nefinančne ali finančne, v tem primeru banke, ki bi zaradi take intervence v restrukturiranje podjetja zašle v čez prevzemni prag in bi bile v bistvu na ta način onemogočena ustrezno restrukturiranje. Zakon ureja obe te dve situaciji pri bankah tako, da v obdobju 2 let od začetka restrukturiranja in prevzema takšnih delnic banka ni dolžna priglasiti prevzemanja, nima pa upravljavskih pravic iz teh tako dodatno pridobljenih delnic. Po 2 letih mora ali priglasiti prevzemno ponudbo ali pa odprodati tako pridobljene delnice. Prav 2 leti je dovolj časa, da se podjetje lahko ustrezno finančno reorganizira. Enako velja tudi v primeru, ko gre za poslovanje družb, ko ne gre za banke, ampak za druge upnike, kjer je v fazi insolvenčnega postopka ta omejitev odpravljena. Konec koncev nesmiselno je imeti insolvenčni postopek, hkrati pa zahtevati spoštovanje prevzemnega praga. Še nekaj drugih manjših popravkov je v tem zakonu in s tem v bistvu dajemo možnost, da se lahko normalno odvijajo postopki restrukturiranja, ki bodo seveda v slovenskem gospodarstvu prisotni v naslednjih nekaj letih. Kar se tiče energetskega zakona, je pomembna predvsem pomembne tiste zadeve, ki mnoge ne zanimajo, to pa je sprememba 10. in 11. člena tega zakona, ki omogočajo prvič, da grejo lahko v zastavo proizvodni objekti v energetskem sistemu, se pravi hidroelektrarne, termoelektrarne in podobno, ko gre za tako imenovane kolateralizirano zadolževanje, se pravi subjekti v energetskem sistemu bi se lahko zadolžili z zastavo takih nepremičnin in s tem seveda pridobili bolj kvalitetna sredstva financiranja in razbremenili državo dodatnega garancijskega potenciala oziroma jamstev, ki bi jih morala država sicer izdajati. To seveda velja tako za objekte, kot je recimo TEŠ ali pa katerikoli drugi projekti, recimo na Savi, če bomo želeli spodbuditi izgradnjo teh objektov. Seveda brez tega ne bo šlo in je to neke vrste spodbojevalni mehanizem za to, da se zaženejo te investicije, okolikor seveda bodo ustrezni organi končno dosegli soglasje in izdali tiste potrebne koncesije, ki se že dolgo časa pripravljajo, pa nikako ne doživijo svoje realizacije. Ta zakon seveda potem ureja tudi nekatere druge stvari, predvsem implementacijo direktiv, ki smo jih zamudi, zaradi tega bomo plačevali dnevno kazni med 605 in 36 tisoč evri preko kazni na dan. Zato je seveda nujnost sprejetja teh stvari jasna. Že oktobra, ko je bil zakon prvič vložen, je bilo to jasno predočeno parlamentu, pa takrat ni bilo uslišano. In nazadnje, kar je pomembno v tem zakonu, je seveda, da je treba urediti
in izvesti po direktivi 2009/73 ustrezno lastniško ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja od proizvodnje in dobave. V tem primeru se je vlada odločila, da bo predlagala tisto rešitev, ki ne zahteva razločitve vertikalne povezave, zahteva pa ustrezen nadzor nad tako imenovanim neodvisnim operaterjem, ki mora biti ločen od drugih proizvajalcev in pa dobaviteljev električne energije zaradi odprave konflikta interesov, ki bi lahko sicer nastal. To je zahteva te direktive, mora se izpolniti do 3.3. leta 2012. Če se ne bo izpolnila, bo pa prišlo avtomatično po direktivi do tako imenovanega unbundlinga, to je pa fizičnega ločevanja teh subjektov, kar bi bilo pa nesmotrno, tako kot je bilo pred leti nesmotrno, ko smo šli v oblikovanje dveh stebrov energetskih, eno je bil HSE, drugo pa GNE in imamo danes več težav kot koristi od tega sistema. Hvala lepa. Hipotekarna in komunalna obveznica, Franci. Hvala lepa. Torej, v obdobju po finančni krizi, če povzamem dovolj na kratko v te pol ure, kolikor imam na razpolago, se je pokazalo, da je hipotekarna obveznica postala še kar uspešen poskus humorja. Pomemben vir financiranja finančnih inštitucij. Povečal se je kar na 40, v začetku leta 11 po podatkih, kar na 40% vseh izdaj obveznic finančnih inštitucij, pri čem je pri nas neučinkovit. Očitno je bilo v dosedanjem zakonu nekaj togosti, ki jih je treba na hitro in po nujnem postopku odpraviti. Glavno, kar uvajamo, je, da se sedaj lahko zastavljajo tudi vrednostni papirji in krediti države in lokalnih skupnosti, oziroma krediti, za katere brez omejitev garantira država. Poenostavlja se način izdajanja teh obveznic, poenostavlja se način zagotavljanja kritnega premoženja, mora pač obsegati sedanjo vrednost zastavljenih obveznic povečano za 2%. Skupaj je poleg načela kritja pomembno, da je tudi zagotovljeno načelo ločenosti kritnega premoženja od preostalega premoženja, zagotavljanja prednostnega položaja upnikov iz hipotekarnih obveznic v stečaju in zagotavljanju likvidnosti skrbnika tega premoženja, se pravi dolžnika, ki more seveda zagotoviti tudi sredstva, če se te obveznice odpokličejo. Ker je obveznica specifična, je omejena zgolj na banke, ki imajo tudi specifično strukturo njihovega delovanja in so še pod posebno budnimi očmi regulatorjev, se pravi, da je ta trg varen. Pričakujemo pa, da bodo slovenske banke oziroma banke, ki delujejo v slovenskem sistemu, dobile pomembno možnost, da se refinancirajo v tem letu. Hvala lepa. Javne finance še. Zakon o javnih financah prinaša več novosti, najpomembnejše je seveda fiskalno pravilo, to je tudi naša zaveza v partnerstvu v Evropski uniji. In sicer fiskalno pravilo bo izvajano z obvezno pripravo srednjeročnega fiskalnega okvirja za 5 let z zgornjim limitom odhodkov in z dvema dodatnima limitoma, dvema dodatnima omejitvama. Bruto dolg sektorja države ne bo smel preseči 48% bruto domačega proizvoda in skupni obseg poroštev države ne bo smel preseči 20% bruto domačega proizvoda. Povečuje se pooblastila ali pa povečuje se vloga fiskalnega sveta, ki bo preverjal, kako se izvaja srednjeročno fiskalni okvir in kako se v tekočem proračunskem letu ta okvir pripravlja. Se pravi, preden ga bo vlada vložila parlament tudi krepi vlogo pri samem definiranju tega srednjeročnega fiskalnega okvirja in fiskalni svet bo s posebnim poročilom, s posebnim odzivom na pripravljeno gradivo vlade za parlament tudi opredelil, ali je zadeva dovolj učinkovito pripravljena. Potem je še nekaj manjših popravkov, kar je še pomembno, je, da ponovno uvajamo garantno shemo države do poslovnih bank pri njihovem nastopu na medbančnem trgu in s tem delujemo protikrizno. Hvala lepa. Aleš, finančno poslovanje. Ja, novela zakona prinaša dodano vrednost na 4 glavnih področjih. Prvo, najpomembnejše je, da krepimo možnosti za prestrukturiranje podjetij, ki se znajdejo v stanju insolventnosti ali vsaj, da se ohranijo zdrava jedra. Druga pomembna novost je dodatna zaščita upnikov v teh postopkih, v insolvenčnih postopkih. Tretja novost, dodatna zaščita delavcev, torej zaposlenih. In zadnja novost,
povsem nov institut, tako imenovana mala prisilna poravnava. Glede ukrepljene možnosti prestrukturiranja podjetij treba najprej reči, da najprej zaostrujemo merila za ugotovitev, kdaj je neka gospodarska družba insolventna, kdaj je gospodarski subjekt insolventen. Več novih kriterijev je uvedenih, eden, ki je zelo pomemben, je seveda blokada računa 2 meseca neprekinjeno ali 3 mesece s prekinitvami. Ni pa to edini primer, ko se bo po novem štelo, da gre za stanje insolventnosti. Tisto, kar je posebej pomembno, je, da dodatno širimo možnosti za uporabo 199a člena tega zakona. To pa je, da zdaj dajemo možnost, da upniki izvedejo konverzijo svojih terjatev in to brez soglasja lastnikov v lastniške deleže. Na nek način torej razlastninimo tiste, ki so storili premalo za to, da bi se družba znašla v stanju insolventnosti, če se seveda upniki tako odločijo. In na drugi strani dajemo dodatne možnosti tistim, ki so pripravljeni vlagati svež denar v take družbe, predvsem s tem, da lahko prevzamejo tudi funkcije poslovodenja. Ob tem omejujemo pooblastila organov nadzora in skupščine insolventne družbe, tako glede zamenjav poslovodstva in nadzornikov, kot glede izvajanja drugih ukrepov v družbi, ker morajo vse to početi ob obveznem soglasju sodišča in po predhodnem mnenju upravitelja in upniškega odbora. In zato, da se torej po eni strani odprejo te možnosti, da se znotraj prisilne poravnave prestrukturira družba, ki je insolventna, je bilo treba na drugi strani poseči tudi v merila poplačila upnikov. Ta merila, ki so trenutno v višini 50% terjatev, ki morajo biti poplačene v obdobju največ 4 let, bi po novem bile poplačene v 30% deležu v enakem obdobju 4 let. To je tudi edina točka razhajanj med posameznimi subjekti v našem gospodarstvu. Na eni strani gospodarska zbornica, ki izrazito zagovarja tak predlog, kot ga predlaga vlada, in na drugi strani obrtno-podjetniška zbornica, ki se zavzema za ohranitev sedanjega režima, vendar ohranitev sedanjega režima v bistvu pomeni stečaj. Vlada se ne zavzema za stečaje podjetij, vlada želi preprečiti stečaje, kolikor je to le mogoče, in preprečiti to, da delavci, da zaposleni pristanejo na zavodu za zaposlovanje. Sicer pa glede male prisilne poravnave, ta prinaša poenostavljen postopek za situacije, ko gre za samostojne podjetnike, za situacije, ko gre za mikropodjetja. Ta postopek bo bistveno hitrejši, cenejši in enostavnejši, daje tudi več možnosti samemu dolžniku, da se neposredno dogovori z upniki pod določenimi pogoji. Kar se pa delavcev tiče, je pa predvsem pomembno to, da imajo oni zdaj samostojen ugovor zoper vodenje prisilne poravnave, če ne prejemajo plač v višini minimalne plače oziroma če niso plačani prispevki. In seveda to avtomatično potem povzroči tudi zaustavitev tega postopka in stečaj družbe. To so glavne novosti. Prav, jaz predlagam malce organizirano razpravo. Najprej, ali je potrebno pojasnilo v zvezi z vsebino katerega od predlogov zakona? Petra. Živijo, Petra Savdat, Finance. Gospod Križanič, bankirji, nenazadnje tudi gospod Jašovič, so zdaj v zadnjih tednih poudarjali, da bi rabili tudi nekakšen sklad oziroma slabo banko, da se s tem že zelo mudi. Kako to, da se niste za to še odločili v skladu pri teh ukrepih? Pa gospod Zalar, čeprav razumem, je ta mala prisilna poravnava nekakšen približek Chapter 11, ne? Kako to, da ni šlo to razširiti še na večja podjetja, oziroma malo bolj temeljito prenoviti to zakonodajo, ki ne deluje? Gremo najprej na slabo banko. Ja, to ni slaba banka, ampak gre za sklad, na katerega bi banke lahko prenesle zasežene delnice, to so kakovostne delnice. Ta sklad bi jih odkupil, banke bi s tem dobile likvidnost, lahko bi ga sicer nazaj kreditirale, sklad bi pa potem s tem premoženjem upravljal, ga odprodajal, preprodajal, ne bi bil pod neko presijo in tako naprej. Tak sklad so banke same ustanovile, kar se je zdaj pokazalo, da rabijo dejansko dokapitalizacijo in da pričakujejo, da bo država kot nek manjšinski lastnik v tej dokapitalizaciji sodelovala. Tako sem jaz zastopil njihove pripombe in tu ob rebalansu bo verjetno treba najti vire. Še kaj glede slabe banke, vidite izkušnje? Ja, seveda, ne. Če pogledajte, kaj se je v Španiji zgodilo, ko je prišla nova vlada. Prvi ukrep je bil, da se je odpovedala slabi banki
in zahtevala od bank, da pač to urejajo z rezervacijami in z svojimi poslovnimi potezami. Nihče ni več toliko nor v Evropi, da bi šel jemati iz bilanc bank aktivo 1:1 in zato seveda plačal ogromne denarje in s tem povečal javni dolg, to, kar se je zgodilo Ircem, ampak grejo po drugih poteh, ki so tudi pri nas predlagane. To, da banke še niso uspele operativno ustanoviti sklad, je sramota. Ne? To ni stvar države, to je res stvar poslovne odločitve subjektov, ki imajo v aktivi takšne naložbe in dokler se ne bodo resno lotile sanacijskih enot, ki se bodo ukvarjali z restrukturiranjem podjetij, toliko časa je ta njihov odnos do tega problema nekompletno. Seveda bo pa tudi Banka Slovenije morala storiti določene poteze, tako kot ona svetuje vladi, kaj bi bilo dobro na tem področju še postoriti. Pričakujemo seveda, da bo tudi Banka Slovenije nekoliko bolj aktivna na področju prilagoditve svojih pravil igre na področju bonitetnih standardov, brez da bi se seveda poslabševale razmere, ampak tako kot je zdaj, seveda je zelo predvidljivo, da se bo delež slabih plasmanov v potencialu poslovnih bank povečal ne zgolj samo zaradi tega, kaj se dogaja v gospodarstvu, pa tudi zaradi tega, kako se morajo izpolnjevati kriteriji. Naprej, prosim. Ja, Najprej moram povedati, da ta institut male ciljne poravnave, ki predstavlja precejšnjo novost, pa ni čisto chapter 11, je bil dogovorjen v okviru zelo široke delovne skupine, v kateri so sodelovali Gospodarska zbornica, Trgovinska zbornica, Združenje bank, Združenje menedžer, Vrhovno sodišče, Ministrstvo za pravosodje in še nekateri. In znotraj te skupine je prišlo do absolutnega konsenza, da naj se ta institut, ker je relativna novost, uvede in preizkusi najprej na področju samostojnih podjetnikov in pa mikropodjetij. Jaz torej ne izključujem možnosti, da bi v nadaljevanju na osnovi izkušenj, če bodo dobre izkušnje, če se bo pokazalo, da gre za dobro prakso, to lahko v določeni meri širili tudi še na preostale. Ampak zaenkrat je situacija taka, da je to možno tudi zato, ker gre seveda za obseg terjatev, ki jih imajo upniki do takega dolžnika bistveno manjši, da je število upnikov bistveno manjše, ker gre za pač mikropodjetja in samostojne podjetnike. In je zaradi tega tudi možno, da potem uvedemo ta režim neposrednega dogovora, pogajanj pravzaprav med dolžnikom in upniki, pod seveda določenimi pogoji, to pa je, da morajo te terjatve predstavljati najmanj 60% vseh obveznosti dolžnika in da mora več kot polovica teh upnikov soglašati s takim dogovorom. Ob tem seveda, da potem zadošča enostavno notarsko overjena izjava o tem dogovoru in da je priložen pač seznam upnikov s stanjem njihovih terjatev, ni potrebno recimo imeti revidiranih računovodskih izkazov, ni potrebno angažirati ocenevalcev in tako naprej. Skratka, ta postopek je bistveno hitrejši, enostavnejši. Zdaj pa dajmo temu institutu, upam, da v Državni zbor to sprejel, priložnost, da najprej zaživi v praksi in potem bomo lahko na osnovi tega morda gradili tudi nekatere izboljšave še ostane. Prosim. Z energetskimi podjetji rečeno je bilo, da bodo lahko zastavili pač objekte svoje nepremičnine. Kako bi to izgledalo, glede na to, da pač imamo toliko težav država pri prodaji česarkoli, ne? Če bi recimo zastavili res, ne vem, energetske objekte in ne bi bili sposobni odplačati teh posojil, ko bi gledi na to, da bi, ne vem, dejansko elektrarna pristala v roki v lasti ene tuje banke. To je prva stvar. Druga stvar je pa pač proračun, javne finance, rekli ste omejitev porabe, omejitev dolga. Zadnjič je minister Križanič rekel, da tu pač rebalans ni več stvar te vlade, a še menite, da je tako, ali se boste morali vi s tem ukvarjati? No, jaz se ne bi bal, da bi tako kolateralizirano zadolžitev lahko postala problem, glede na finančno sposobnost ustvarjanja prihodkov v energetskem sektorju. Nekaj, kar se vsak dan dogaja in to brez kakršnihkoli velikih rizikov je prodaja elektrike, ne, tako približno kot telefoniranje. To se pravi, prihodki so v vsakem primeru zagotovljeni, neumno pa je, da bi morala država, zaradi tega, ker se taki objekti ne smejo uporabljati kot hipotekarno jamstvo, izdajati svoje jamstvo in povečati javni dolg. To mislim, da je vsem jasno, da je tukaj rezerva, ki če se po pameti in strokovno, profesionalno uporablja in izvaja, lahko kaj čemu spodbudi obnovitev gospodarske aktivnosti na področju, ki je ta trenutek edino dosegljivo za relativno hitre ukrepe. Razen, kolikor se bo še naprej vleklo to, bi rekel, neustrezno prepričevanje glede tega, ali se bo koncesija za srednjo Savo izdala in komu se bo izdala, to je smešno, žal je pač resnično in s tem izgubljamo nekaj tega potencijala, ki je
na razpolago. Ta možnost, ki bi se s tem zakonom odprla, je kvečemu v prid temu, da se gospodarski ciklus vsaj na tem področju obnovi in nekaj multiplikativnih učinkov prenese drugam. Torej, treba je povedati, da smo mi zamrznili prevzemanje novih obveznosti, da nam je interventni zakon dal možnost, da so sedaj te zamrznjene do sprejema rebalansa in v tem obdobju bo Slovenija delovala izrazito varčno. Lani je ta ukrep dal 288 milijonov vreden prihranek in je omogočil sorazmerno kakovosten rezultat javnofinančnega primanjkljaja na koncu leta. Če bo trajal dolgo časa, bo še krepkeje prijel. Zdaj se seveda zastavlja vprašanje protikriznega keynesijanskega delovanja. Tu imamo nekaj prostora pri energetiki, oziroma precej prostora pri energetiki, zlasti začetek gradnje Srednje Save, pa prostor je pri javno-zasebnem partnerstvu, verjetno v hitrih cestah in v železnici koriščenje evropskih sredstev, takoj ko bo možno graditi drugi tir Koper-Divača. Tako da vendarle se neka sredstva lahko odprejo, ki imajo že pripravljene vire. Mene zanima tlele pri zakonu o javnih financah se vzpostavlja okvir za izvajanje ukrepov za omilitev finančne krize. Zanima me, kateri konkretno so to razen garantne sheme in kakšna je meja zdaj pri garantni shemi, ker časi krize se je najprej bila 100%, potem pa se je zniževala. Kakšna je trenutno zdaj meja? Meja ni postavljena, je pa 2 leti bo trajal ta ukrep, kjer bo država lahko prevzemala garance, ni pa več tistega zgornjega limita do 12 milijard, kot je bilo v prvotnem zakonu sprejetem jeseni 2008. Ukrep je predvsem ta zamrzovanje prevzemanja novih obveznosti izven zakonskih, tako da potem ima država možnost tudi zamakniti plačila, če se pokaže, da zgornji limit ni dosežen fiskalnega pravila, se enostavno predstavi tudi tisto, kar je že prevzeto na naslednje leto. Tako da imamo moram reči, da ima država pripravljen dovolj kakovosten institucionalni okvir za delovanje v taki krizi. Naš problem je bolj v tem, da ne bomo preveč zadržali vsega, ustvarili velike prihranke, pa ne spodbujali gospodarske rasti. Tu moramo sorazmerno modro ravnati. To me še zanima, država ima precejšnje depozite v komercialnih bankah. Zanima me točno konkretna številka, obrestna mera depozitov in do kdaj imamo to in kaj bomo potem, ko se pač depoziti steče, kaj bomo s tem denarjem naredili? Mi smo zabeležili to vprašanje in ga boste dobili pisno odgovorjenega, ko bo ministrstvo pripravilo točen odgovor, točne številke. Ne vem, giblje se pa od dobrih 3 milijard vseh plasmajev do okrog 2 milijard plasmajev, ki so prav namenjena pred financiranju, kot rečemo, se pravi depozitom države v poslovne banke. Naš problem je ta, da ga na hitro ne želimo vzeti iz teh bank, ker dokler pač kriza na medbančnem finančnem trgu še traja, deluje kot neke vrste stabilizator finančnega sistema. Kasneje pa ne rabimo več izdajati obveznic nekaj let. Samo še to, letos naj bi država rabila približno 3 milijarde novega dolga. Kje ga bomo dobili, v kakšni obrestni meri in ali je možno, da te depozite potegnemo ven in pravzaprav s tem smo na 3 milijardah? Tehnično je to možno, ekonomsko pa to ni smiselno. Viri za financiranje so pretežno pripravljeni, tako pričakovanega primanjkljaja proračuna, kot odplačilo obveznic in obresti. Kratkoročno je to moč izravnati z zakladnimi menicami. Če se bo pojavila, ne bi rekel potreba, ampak možnost, lahko izdamo tudi kakšno obveznico ali pa ne, ni pa nujno. Se pravi, do leta 2013 smo si praktično likvidnostno zavarovali situacijo. Je pa treba izjemno varčno ravnati pri primanjkljaju proračuna. Se mi zdi, da je sprememba zelo pisana na kožo Teša 6 oziroma tudi države, ker se s tem izogiba poroštvu na kredit. Če lahko odgovorite drugo vprašanje, pa mogoče o Mercatorju. Vseslovensko združenje malih delničarjev je kar en zanimiv podatek prinesel ven, da je pogodba, kjer se ne ve nekdaj, nekdo, nekoliko plača, če to lahko komentirate, prosim. Ja, vaše vprašanje, na čigavo kože je pisano, ne vem, to je vaša insinuacija na nek način. To je sistemska rešitev, ta nima zveze z enim posebnim objektom. Je pa res, da je ob takem premoženju, ki je v teh objektih, nesmotrno dodajati dolg, če ga lahko uporabite in ga če ga aktivirate. Zdaj, a je to Teš 6 ali ne, mene moram reči osebno popolnoma vseeno. Obstaja možnost tudi za tak objekt,
Ne piše, da se lahko tako objekt zgradi samo z državno garancijo, ne, v poslovnim bankam ali pa mednarodnim finančnim institucijam. S tem se odpira možnost, to je približno tako, veste, kot velik mrtev kapital, ki je v slovenskih stanovanjih, ne, in ki ga brez ustreznega hipotekarnega kreditiranja težko aktivirate. In to je mrtev kapital, kar pomeni izgubljen kapital. Ne. In če veste, da je v Sloveniji 80% prebivalstva lastnikov stanovanj in da je na trgu relativno malo vrednostnih premikov iz tega naslova, potem veste, koliko mrtvega kapitala Slovenije nosi sabo in od česar nima veliko koristi, ne posameznik, ne gospodarstvo kot celota. V tem primeru na energetskem področju je ta poteza, razumem tudi za vas, popolnoma normalna. Želiš reči kaj za indikatorje? No, ne. Naprej? Vesna Zadravec, RTV. Jaz bi imela vprašanje za gospoda Križaniča. Zanima me, zakaj 48%? Je to zato, ker bomo ta odstotek za lansko leto presegli? To je približno stanje sedanje, sicer se spreminja glede na pripravljena sredstva za poplačilo obveznice, ki zdaj zapade 6. februarja, tako da takrat bo takoj padlo, ampak okoli tega odstotka se vrti, se pravi, mi želimo zabetonirati stanje najmanj tako, kot je, kar je precej bolje od 60%, v kjer smo zavezani z maastrichtskimi kriteriji. Vendar predvidevali ste po paktu 45,5%. Ja, pri 45 bi bili prisiljeni že pospešeno razgrajevati vloge v poslovnih bankah in glede na stanje ponovnega zaostrovanja finančne krize je bolje, da smo pustili tako, kot je. Nihali smo pa med 45 in 50, potem smo ostali pa kar na tem odstotku. Če bo državni zbor menil, da je potrebno zaostriti kriterije, bo to storil in bo novo vlado zavezal k restriktivnejši fiskalni politiki. Če bo menil, da je kriterij glede na to, kar od nas zahteva Evropska komisija, to je 60%, morda že zdaj preostar, se bo odločil morda za 50%. Vlada je sprejela odločitev, da disciplinira upravljanje z javnimi financami na obstoječem parametru. No pa morda, če vam še nekaj dodam, ker zgleda, kot da je to neka gospodinska logika, da se dogovorimo, ali bo to en ali drug odstotek, ne gre za to. Ta odstotek ima seveda svojo ekonomsko vsebino. Če želi Slovenija imeti v srednjeročnem obdobju izravnan proračunski rezultat, ob predpostavljenih rasti, gospodarski rasti in pa rasti obrestnih mer na mednarodnih trgih, se to lahko izračuna, koliko je stabilen javni dolg, ki omogoča takšen fiskalni rezultat ob predpostavki, ki sem jih omenil, gospodarske rasti in obrestnih mer. Torej ne gre za nekaj, kar je popolnoma proizvoljno, če hočete, ali pa neodvisno od ekonomske logike. Tukaj je precej resna ekonomska logika vzadej in mi si ne moramo privoščiti kakršnega koli javnega dolga o predpostavki, ki sem jih prej povedal. Ne. Slabša kot bo gospodarska rast, manj bo možnosti za večji dolg, čeprav izgleda logično, da bi bil potem javni dolg večji. Zakaj? Ker iz preprostega razloga ne bo prihodkov, ki bi lahko servisirali takšen dolg. Pod vprašanje na to, lani je bilo po isti logiki določeno 45. Prav to smo se pogovarjali, smo sprašvali, zakaj je 45, ko bomo šli čez in minister Križanič ustraja, da je 45 ta številka, ki se jo lahko prvoščimo. Zdaj so razmere dosti slabše, kot lani, pa številka 48. Ja, vse vam je povedal minister Križanič, da govorimo o bruto in neto dolgu. Ne? Če želite govoriti o neto dolgu, je naš dolg za približno 6% točk družbenega proizvoda nižji, kot je ta, ki se poroča za bruto dolg, ker je toliko likvidnih sredstev vloženih v banke. Če bomo ta sredstva iz bank potegnili, bodo banke našle nadomestne vire same, s pomočjo Banke Slovenije, recimo pri ECB-ju, potem bo seveda ta meja dolga lahko pod 45%. Danes smo govorili o neto dolgu, da se prešaltilo. Ne, ni se prešaltilo, ker vedno obstaja neto in bruto. Ne? Ja. Lani ste govorili o eni številki, da ste pač o enim vrsti dolga. Ne, gre za to, ali ste pripravljeni iti v tveganje, da zmanjšate svoje naložbe v poslovnih bankah in s tem povečate tveganje delovanja bančnega sistema. Vi veste, kakšna je situacija trenutno na medbančnem trgu. Banke praviloma vlagajo svoja sredstva kam? V ECB, čez noč. Ne? Enačba je enaka, če povem drugače. Moramo samo politično presoditi, kaj je ekonomsko dobro za cilje, ki smo si jih zastavili. In ocenjujemo, da je to, glede na spremenjene okoliščine, ne, najboljša odločitev ta hip. In zato smo postavili to zgornjo mejo. Pravim pa, da če bo državni zbor ob istih parametrih sprejel drugačno politično odločitev, ima to pravico.
Tisto, kar je za nas pomembno, je prvič, da so likvidnostna sredstva v sistemu in da zato vsaj večino ne sme boliti glava. In drugič, da smo daleč od 60%, ki jih določa Maastricht in med, mislim, da prvimi 3 ali 4 državami, ki imajo tako nizek dolg. Okay. Sam podvprašanje, se pravi, konec leta 2011 pričakujete 48% BDP, kar se tiče dolga. Sem pravilno razumela, 48%. To je zelo težko vprašanje, ker ne vemo, kako bo se odvijala javnofinančna kriza oziroma sedanja faza finančne krize, ki je v bistvu kriza evropskih javnih financ. Če bo to sanirano, potem se seveda lahko obetamo, da bodo banke lažje prišle na medbančni trg in se bo lahko zelo hitro razgradilo depozite, ki jih imamo trenutno v bankah. V obratnem primeru bo država verjetno prisiljena še naprej vstopati s tem režimom. Zdaj, hipotekarna obveznica bo to razbremenila, ker bodo banke lahko enostavno tisto, kar sicer imajo državnih papirjev, uporablje kot zavarovanje in na ta način pridobile vire na medbančnem trgu. Tako da morda, če smo optimisti, bo morda ta dolg upadel, ker ni nastal iz primanjkljaja, ampak je nastal iz plasmajev. In če smo pesimisti, potem bomo imeli težave, ko se bomo morali odločati, da ne gremo v dodatne plasmaje in bo pač toliko, kot je, toliko bo. Jaz sem hotel gospod vprašati, odkot njej podatek 48% v koncu leta 2011. Ne, sem vprašala, če sem ga pravilno razumela. Če je moč držati, da je to napoved. Napoved sigurno ni, da je javni dolg konec leta 2011 48% družbenega proizvoda. Ampak manj. Ampak ne vem, če bo odgovoril, bi se zanimal komentar včerajšnjega Paca Jankoviča v DZ in pa... Prosim, če upoštevate dejstvo, da smo na tiskovni konferenciji vlade in vlada nima pravice komentirati strankarskih stvari. Še je gospodarska slika, finančna nedisciplina zelo visoka. Kako komentirate kot ljudje, ki ste bdeli nad državnimi institucijami, ste bili odgovorni za to, da recimo DURS prijavlja svoje obveznosti v pobod obvezni, da prekoračuje ta 30-dnevni plačilni rok, ki ste ga vi zapisali v zakonu, da mora biti plačen tudi druga ministrstva. Se jim zdi normalno, da dajejo svoje obveznosti v pobod? Ja, po mojih informacijah je obrambno ministrstvo in tam so mi dejali, da je to čisto normalno, da dajejo pobod, odkar je obvezen. In kako to komentirate, kakšno je to sporočilo drugim gospodarskim subjektom v državi, če država sama... Da ne dajo še oni v pobod. Mi smo si želeli imeti čim večji pobod, ne? Tako da, kar se tega tiče, tam, kjer je bil DURS izuzet, je izuzet, tam, kjer pa ima zakonsko pravico, pa seveda lahko v to vstopa in pobota. Torej, vaše navodilo oziroma priporočilo vsem subjektom poslovnim je, da dajejo svoje obveznosti v pobod, ne da plačujejo s cashom storitve. Najprej ne plačajo, če pa ne plačajo, pa pristopijo v multilateralen pobod, ja, in s tem razbremenijo medsebojno zadolžitev. Kakšen pa je to signal drugim, recimo, gospodarskim subjektom, glede na to, da se ne spoštuje ta 30-dnevni plačilni rok, ki je določen z zakonom? 30-dnevni rok se mora spoštovati, to ni nobenega dvoma. Če ga DURS ni spoštoval. Potem je treba pa sprožiti disciplinske postopke. Nismo še te pritožbe doživeli. Tadeja Vrtovec, STA. Sicer ste delno že nakazali odgovor tekom zdaj komentarjev, ampak prosim komentar na oceno nekaterih tujih časopisov, da naj bi se Slovenija približevala položaju, ko naj bi jo reševale mednarodne finančne institucije. Kako realna nevarnost za to pravzaprav obstaja, tako za gospoda Pahorja, kot za gospoda Gasparija vprašanje? Tako kot za mnoge druge evropske države, če smo pošteni, ne? Ne vidim razloga, zakaj je bila Slovenija tipičen primer, ki bi ga morala reševati mednarodne finančne organizacije, glede na njen situacijo, glede javnega dolga in pa javnih financ. To, da mednarodne agencije marsikaj pišejo ob svojih ocenah, je pač njihova pravica, mnogokrat se zmotijo. Tudi mnogokrat so bile soudeležene pri slabih ocenah, ki so povzročile škodo državam in podjetjem. Tako da jaz ne bi veliko dal na to vrstne članke. Je pa res, da če bomo pa nadaljevali prakso interventnega zakona, potem se nam pa obeta, da nam bo kredibilnost še bolj padala. Veste, če vi rečete, da boste sprejeli resen ukrep
socialnimi partnerji, ki bo težek 300 milijonov, potem pa sprejmete ukrep, ki je težek 65 milijonov, boste težko koga prepričali, da ste v dobri veri in z najboljšimi nameni to stvar naredili. Lahko so bili dobri nameni, ampak rezultat je slab. Ne? In iz tega se je treba hitro učiti in ukrepati. Ne? Mislim, dalj se bo čakalo, težji bodo ukrepi, to vemo že najmanj 2 leti. Ne? In kot vidite, se recimo v zadnjih 6 mesecih ne dogaja tako rekoč nič. Te zakoni, ki danes prihajajo, predvsem zakon o javnih financah, je prav temu namenjen. Ne bomo se pa izognili, vsi tisti dobri nameni o gospodarski rasti se ne bodo izognili restrukturiranju odhodkov. Tega magičnega recepta ni. Če še enkrat referiram na poslanico, jaz bi danes po koncu božično-novoletnih praznikov, ko smo že precej v januarju, v novem letu, ugotovil, da se svet še bolj hitro vrti, Slovenija pa še bolj trdno stoji. In da mora vlada to za nas zelo kvarno situacijo regulirati vsaj toliko, koliko je v njeni moči. Zato ta paket ukrepov. Ni pa zadosten, da bo spremenil zrenje ne samo bonitetnih hiš, ampak tudi Evropske centralne banke, Evropske komisije, ki je, kot je malo prej Mitja povedal, 2-krat kaznovala v zadnjem času te države, Mađarsko in Belgijo. Poleg tega morate tukaj upoštevati dejstvo, ki ga zaenkrat še dovolj upoštevajo relevantni instituti oziroma institucije, manj pa tisk, in tisk ima vso pravico, da spekulira. Namreč, da stvarno Slovenija še vedno uživa relativen ugled stabilne, finančno in gospodarske stabilne države, da se pa vedno več vprašanj poraja o njeni politični sposobnosti, da se izvleče iz krča, v katerem je. Tukaj igra svoja psihologija. Tudi če bodo stvarni razlogi odveč, ne, ali pa netočni, se pravi finančno, gospodarsko in socialno stanje Slovenije, bo podaljševanje te vladne oziroma politične krize v Sloveniji. In na to sem vas, prosim, da ste toliko iskreni, opozoril jeseni, ko ste me spraševali o posledicah. Vi se boste tega posebej spomnili, ker sem odgovarjal na vaše vprašanje. Če se bo to vleklo predolgo, bo strošek te operacije, ki se je zgodila lani, za našo državo zelo visok. Ampak zdaj ta situacija je irreverzibilna. Dobra stran te situacije je, da smo imeli predčasne volitve in da so se ljudje izrekli. Zdaj pa odgovornost izvoljenih politikov, da najdejo najboljšo pot, ki bo ustrezala pričakovanjem tako najprej in predvsem slovenskih državljanov, glede na izide volitev, kot seveda sposobnosti tistih, ki ne bi prevzeli krmilo, da ga tudi dobro upravljajo. In da Slovenijo vrnejo tja, ker je nazadnje ob koncu prejšnjega mandata, torej ob koncu septembra 2011, kljub padcu nekaterih pomembnih reform bila, in to je recimo vsaj na robu zdravega jedra. Če se bo to stanje, ki smo v priča, podaljševalo, bomo mi avtomatično zdrsani čez zdravo jedro v finančno obrobje evroobmočja. To je situacija, ki je Slovenija ne potrebuje, ker imamo, kot je bilo rečeno, sicer stvarno dobre gospodarske, finančne in socialne parametre. Se pravi, zdaj je res na potezi najprej predvsem politika. Tukaj se bom naredil piko, ker nimam pravice kot predsednik vlade komentirati razvoja dogodkov. Moja dolžnost je, da reagiram s pričo okoliščin in naša reakcija je, gremo s temi paketi naprej, gremo s temi zakoni v paketu naprej, gremo konsultirati predsednike strank in parlament o bližnjem vrhu Evropske unije, kjer se bo začela pomembna razprava, dajmo dobiti za te 2 točki konsens, nek manevrski prostor za predsednika, ki nima polnih pooblastil, in odigrati potrebno vlogo konec januarja v Bruslju in si tako kupiti še nekaj potrebnega časa za končno oblikovanje vlade. Vsi tukaj si želimo, da bi do tega prišlo čim prej.
Pahor, glede na to, da je na potezi politika, me zanima, ali boste tudi tako, kot ste včeraj tvorno sodelovali pri nastanku morebitne Jankovićeve vlade, tvorno sodelovali tudi pri nastanku nove vlade. Se pravi... Mislite, da bi moja vlada sodelovala pri tem? Ne, vi kot poslanec... Ne, to ne zadeva vladne tiskovne konference. V bistvu dve vprašanje. Rekel ste, gospod Pahor, rekel ste, da dlje kot bo kriza trajala, bolj nas bo to stalo. A lahko kdorkoli od vas da eno oceno, dejansko realno v številki, koliko Slovenijo stane ta dogajanje zadnjega pol leta, oziroma ne dogajanje zadnjega pol leta? To se ni zaslužila Slovenija. Lahko bi se temu izognili. Ja, če želite... In ker je stvar irreverzibilna in škoda tarnati za nazaj, ampak je treba od danes naprej zelo hitro in pametno razmišljati, kako naprej. Ne, vse je jasno, vse te take izračuni obstajajo, to ni, in jutri jih bojo socialni partneri tudi videli. Ne? Brez ukrepanja v letošnjem letu in januar mineva in nobenega ukrepa ni bilo, razen kot smo rekli, relativno nepomembnega zakona interventnega, bi bilo za približno v državnem proračunu za 10 milijard 300 milijonov odhodkov. Če bi želeli izpolniti kriterij, ki je zapisan v stabilnostnem programu in ki ga je Evropska komisija in Evropska unija potrdila, mi pa kot svoj predlog predložili, bi bilo teh izdatkov oziroma odhodkov državnega proračuna lahko največ 9 milijard in 600 milijonov. Razlika je aritmetična, približno 700 milijonov. Interventni zakon bi moral prinesti 300 milijonov. Celotni interventni zakon bo očitno zreduciran na drugo polovico leta. V polovici leta bo težko narediti, če se bo sploh podaljšal ta zakon. Če se ne bo podaljšal, tako ne bo nobenega učinka. Če se bo podaljšal, bo pa še zmeraj polovico tistega, kar je potrebno. To se pravi, da bo treba z rebalansom in ukrepi, ki stojijo za rebalansom, premalo je samo napisati številke, treba tudi vzadej dodati ukrepe, bo treba ustrezno najti rešitve, ki ne bodo brez zakonskih posledic, da bi se ta znesek, ki sem ga vam povedal, za državni proračun tudi dejansko realiziral. Torej, gospodarska rast v letošnjem letu vsaj žal ne bo rešila tih osnovnih zagad, ki so povezane z javnimi financami. Čeprav bi bila to najlažja in najbolj učinkovita pot, žal tako hitro ne gre. Še drugo vprašanje, ki ste govorili o bankah, ki bojo lahko zastavljale obveznice, pa to zadnjič na odboru za finance je bilo rečeno, mislim, da je guverner centralne banke rekel, ali gospod Arhar, če se nam bonitetna ocena zniža samo še z 2 razreda, ECB ne bo več sprejemala naših obveznic vrednosti papirju kot kolateral. Kakšna je verjetnost, da se nam to res zgodi in kaj bi to pomenilo za Slovenijo? Glejte, kaj bi, če bi, je težko reči. Dejstvo je, da mi moramo obvladovati javne finance, trenutno jih obvladujemo z zamrznitvijo prevzemanja novih obveznosti. To nam je interventni zakon omogočil in bo trajalo do rebalansa, če ne bo sprejet pa celo leto, vendar jaz mislim, da vendarle bo postavljena nova vlada, ki bo sprejela nek varčevalni proračun in s tem dala signal našim partnerjem, da obvladujemo javne finance. Tako da v tem primeru pričakujem, da se bo ta zniževanje rejtinga prenehalo. Že tako je bilo pretirano glede na naš položaj, zlasti konkurenčen, zlasti glede merjeno primerjava izvoza z uvozom. Mi imamo presežek v zunanje trgovinski menjavi, v tem primeru nekaj malega sredstva celo pritaka neto v Slovenijo in ne odtaka iz Slovenije. V tem okviru je tisto, kar sem že rekel na naši tiskovni konferenci ministra za finance, mi smo severoevropski, ne sodimo v jug, ne sodimo v države, ki bi rabile transfere. Moramo pa si seveda javne finance urediti in moramo dati signal, da jih smo sposobni urediti hitro, kar lahko pa naredi seveda neka vlada s široko podporo. Samo en kratek komentar. Najmanj toliko časa bojo slovenske papirje lahko kupovali, kolikor bojo grške in grške še zmeri kupuje, se bo drži. Tako je. Kdaj je recimo zdaj potreben ta zadnji rok za rebalans, preden se začne uresničevati to, kar je zdaj gospod Pahor govoril? Glede, ker smo zamrznali, bo poraba izjemno nizka, če rebalansa celo leto ne bo. Ampak vendarle mi pričakujemo, smo optimisti, da bo vlada, da bo postavila rebalans in naredila te prihranke, o katerih je govoril magister Gaspari. Ne bomo pa naredili še večje prihranke, kot bi brez rebalansa. Bolj da ga nimamo. Ne delali nič? Ne, vse se dela, ves čas se v bistvu. Stane davko se zdaj, torej
imamo novih obveznosti. 60 milijard 300 milijonov. Še vedno. Ne, če bi Ja, enostavno, če ne bo ukrepov. če bi izvajali proračun, ki je bil predvidevan na predpostavki 3% rasti v tem letu, v letu 12 in je nerealen, potem bi potrošili po takratnih predvidevanih 10 milijard 100, ampak če štejemo še obveznosti, ki izhajajo z indeksacij pokojnin, plač zaposlenih, napredovanj in socialnih transferov, pa 10 milijard 300, o katerih je govoril. Če smem zaključiti tiskovno z vašim vprašanjem kot povodom. Ravno to je treba pričakovati in to mora biti odlika vlade, da vidi celotno sliko. Ne samo mehne mozaike. Če jih izloči ven in gleda eno drevo in ne vidi gozda, potem nima vizije, kako reševati in rešiti probleme. To ima možnost samo vlada s polnimi pooblastili. Zato je zdaj naš, bom rekel, nacionalni interes, če želite, da pridemo do vlade s polnimi pooblastili. Ker le ona lahko potem, bom rekel, tako sklada te delčke v mozaik, da lahko pridemo do polne slike reševanja in rešitve gospodarskih, socialnih in finančnih problemov. Mi pa bomo do takrat, dokler se to ne zgodi, storili vse, kar je v naši moči, ob sodelovanju parlamenta, če se bo s tem strinjal, kar bomo menili, da je potrebno, da škoda zaradi zastoja v politiki ne bo še večja. Okay? Srečno.